vsem vam in vsem poslušalcem televizije Exodus lep in pa prijeten pozdrav svetega Jožefa iz tega našega mariborskega romanskega svetišča. Voščila sem Jožcem in Jožetom, to je tudi med nami kanonik Jožef Boličnik, njemu še posebej iskreno voščilo, zdaj ko je bil imenovan za pastoralnega vikarja mariborske nadškofije. Jožef nas je zbral, nas tukaj in na drugih mestih danes po Sloveniji, tako da je prava mreža častilcev tega velikana človeštva, varuha svetega Jožefa, ki je tudi zavednik naših slovenskih deželnih pokrajin. Temu danes priporočamo sami sebe. Dober pozdrav gospoda nadškofu metropolito Marjanu Turško, ki danes nekje skupaj z nami priporoča našo mariborsko nadškofijo temu velikemu zavetniku o tolikih rečeh. Tudi mi nekje priporočimo vse plasti našega škofijskega, nadškofijskega duhovnega življenja, da bi res tisto pozitivno, dobro zmagovalo. Najprej v našem odnosu do Boga, tema tudi v naših medsebojnih odnosih in da bi torej prihodnost, kot je bila tudi preteklost, pravila Kristusu po priprošnji njegovega varuha svetega Jožefa. Da bo torej danes, ko mašujemo skupaj z našim nadškofom Marjanom, res ta naša, o Božjo slavo, naše odrešenje in veselje današnjega svetnika Jožefa, pa najprej pogledamo svoje srca. Za dobro se Bogu zahvalimo, iskreno priznajmo sebi, obenem pa tudi svoje misli o Bogu in vse slabo in grešno iz srca iskreno obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga in nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočnemu Bogu, odpusti nam naše
Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu, si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz 2. Samuelove knjige. Tiste dni je bila Natanu sporočena Gospodova beseda. Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu, ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke. Tvoj prestol bo utrjen na veke. To je Božja beseda. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato iz vere, da je po milosti, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano. Za očeta mnogih narodov sem te postavil, pred njim, ki mu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s svojim potomstvom. Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako, ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel sramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč spočela je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu da ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje duhovniki, še posebej stolni kanonik in dekan stolnega kapitla, dragi pater župnik in bratje kapucini, dragi romari tukaj pri svetem Jožefu danes, drage sestre redovnice, domačini, župljani te župnije, ki danes odhajate svoj pot na praznik vašega farnega zavetnika, in vsi drugi, ki ste se nam pridružili od blizu in daleč, prav iskreno in prisrčno pozdravljeni. Pojdite k svetemu Jožefu. Tako zveni že dolgo časa v zgodovini, že iz Stare zaveze. Tam smo že prebrali in lahko beremo, da je bil ta stavek izrečen: pojdite k Jožefu. Takrat sicer k Viklovskemu Jožefu. A Stara zaveza je priprava na novo zavezo. Zato danes razumemo, pojdite k svetemu Jožefu, prav to, da se zatečemo njemu, ki ga je oče, nebeški oče izbral za zemeljskega zaščitnika
vzgojitelja svojemu sinu, učlovečenemu sinu Jezusu Kristusu. Najprej čestitam vam, dragi župljani te župnije, da imate tako mogočnega zavetnika. In danes obhajamo njegov praznik, slovesnost. Cerkev podeljuje župniji in cerkvi zavetnika vedno milost popolnega odpustka pod navadnimi pogoji. Tako pomembni praznik je praznik zavetnika župnije. Torej, če smo nenavezani na greh in to potrdimo z sakramentom sprave, če obiščemo cerkev svetega Jožefa danes in mi smo tukaj in molimo po namenu svetega očeta, nam cerkev iz svojega zaklada milosti, ki so jo zaslužili, če tako rečemo, svetniki, nakloni pomoč pri premagovanju posledic greha, ki tudi po izpovedi v nas ostanejo. To je velika pomoč in vredno je izkoristiti to priložnost. Zato nas vse povabim prav k temu. Pojdite k svetemu Jožefu, sem zaslišal pod nadškof in prihitel sem k svetemu Jožefu, da mu izročim vse potrebe naše nadškofije. Skupaj z vami pridružite se tej prošnji, da bi tudi ob priprošnji mogočnega priprošnika svetega Jožefa znali videti pravo pot in delati prave korake. Tako ste zaslišali tudi vi, pojdite k svetemu Jožefu v vaših družinah, da ste kot družine prihiteli semkaj. Še posebno danes na začetku tedna družine, ki ga odhajamo ali živimo med praznikom svetega Jožefa in praznikom Gospodovega oznanjenja Mariji 25. marca. Zaslišali ste glas in prihiteli v svojem lastnem imenu, pa imenu tudi drugih. Družina je danes v veliki potrebi, zato je prav, da smo tukaj na začetku tedna družine zbrani v enoviti prošnji v Gospodu za naše družine in družine drugih. Tudi tiste, ki ne želijo ali nočejo ali ne morejo biti resnična in prava družina, kakor si jo je zamislil Gospod. Pojdite k svetemu Jožefu, je tudi zaslišal verjetno vsak v osebnem življenju. Vsak svoji potrebi, vsak svoji stiski, da bi tukaj pred Gospodom izlil svojo notranjost po priprošnji svetega Jožefa. Božja beseda nas naj popelje skozi to obhajanje in tudi skozi naše izročanje Gospodu. Vodilna misel današnjega evangelija je prav gotovo misel, ki jo je Bog sam izrekel Jožefu. Ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. Ne boj se vzeti. Strah je tista resničnost v našem življenju, ki nas hroni. Zato prihaja Bog naproti našemu strahu, kjerkoli se pojavi. Ne boj se vzeti k sebi svoje žene. Pokliče ga pa po imenu Jožef. Jožef pomeni Bog naj doda. To pomeni ime Jožef. In ko Bog povabi Jožefa naj vzame svojo ženo k sebi, mu res nekaj dodati. Kajti s tem, ko je sprejel Marijo k sebi, ni sprejel samo Marijo. Je sprejel Božji dodatek. Je sprejel Boga samega, učlovečenega Boga. O težki odločitvi, v kateri je Jožef bil, je znal prisluhniti Božji besedi in odgovoriti na Božjo besedo tako, da je spremenil svoj življenjski načrt. Pogumna stvar. Jožef je imel svoj načrt, svojo vizijo življenja.
A ko se mu je prikazal Gospod in mu Gospod razodel svoj načrt, je bil pripravljen odstopiti od svojega in sprejeti Božjega. To je prvo vabilo, če smo prišli k Jožefu. To je prva stvar, ki nam jo je Jožef povedal, ko smo se odzvali, pojdite k svetemu Jožefu. Vsak izmed nas ima svoj načrt, prav gotovo. In je prav, da ga ima. Svojo vizijo življenja. A kako pomembno in potrebno je, da svojo vizijo soočimo z Božjo vizijo v našem življenju. In ker je Bog živ, nam lahko razodeva, če le hočemo, če se ne odpiramo Bogu v molitvi. Veste, kako zanimivo je, pravzaprav smo navajeni samo na Gospodovo oznanjenje Mariji, ampak je bil tudi Jožef svoje oznanjenje. Gospod se je pravzaprav na zelo podoben način, kakor Mariji, razodel tudi Jožef. Angel je prišel k Mariji, sicer v budnem stanju, k Jožefu pa je prišel v spanju. In bo prav tako razodel svoj načrt. In oba, tako Marija, kakor Jožef, sta podobno reagirala. Dala sta prednost Božji besedi. Čeprav nista razumeli. Bog želi naše sodelovanje, nam pravi Jožef. Želi, da smo z njim, da se z njim pogovarjamo, da z njim odločamo, ko dajo v naše roke pomembne stvari. Poglejte, kako pomembno stvar je Bog dal v roke svetemu Jožefu. Če bi ravnal po postavi, bi pustil Marijo kamnati. In s tem bi pustil kamnati tudi Boga, tudi Jezusa. Bog se daje nam v roke, vedno znova in znova. V vsaki odločitvi na en poseben način se nam daje v roke. Noče narediti sam, noče nas prisiliti v nekaj. Niti v največje, najpomembnejše načrte odreševanja človeštva noče prisiliti nikogar. Ampak nam daje na razpolago. Nam pove, nas obišče na tak ali drugačen način in ponudi. In Marija in Jožef sta zato prav vzor vere, ker sta pred svoj načrt postavila Božjega. In to je vera. Tudi takrat, ko nista razumela, in ona dva nista razumela, zakaj gre in kaj se bo zgodilo. Z razumom nista razumela. Sta pa razumela srcem. In zato sta se bila sposobna odločiti po Božji besedi, ki ima bila dana razodeta. In zato je še kako prav, dragi brati in sestre, da prav na današnji dan začenjamo teden družine. Zakaj? Zato, ker nam prav praznik svetega Jožefa razodeva, da si Bog ni izbral za svoje prebivališče, za tisto hišo, ki jo bo sezidal, tako smo slišali v prvem darilu iz Samuelove knjige, da si bo Bog v tem potomstvu sezidal svojo hišo, da si je Bog zaželel to hišo zgraditi v Mariji. In se je želel zgraditi ne samo v Mariji kot samohranilki, ampak da je zato izbral tudi Jožefa, da je izbral torej oba. Pravzaprav je izbral njun medsebojni ljubezenski odnos. Njun zakonski odnos je izbral za zemeljsko hišo svojemu učlovečenemu sinu. Zato je ta teden posvečen družini. Ker zaobjema družina prav to skrivnost odnosa, najprej odnosa med možem in ženo. In če je Božji sin, učlovečeni Bog, potreboval takšno ustanovo, očeta in mater na zemlji,
pa ne samo očeta in mater, potreboval je predvsem njun medsebojni ljubezenski odnos, potem to še kako potrebuje vsak izmed nas, vsak človeški otrok. Če celo človečeni Bog to potrebuje. In tudi zato smo tukaj, ker ne samo slovenski narod, celoten svet, zlasti zahodni, predvsem zahodni svet, potrebuje tukaj pomoč. Prav v teh dneh in tednih in mesecih lahko sledimo temu, kako nekateri ne vidijo več te naravne potrebe in naravnosti, da otrok potrebuje očeta in mater. Pa ne govorim zato, da bi kogarkoli obsojal. Govorim o tem, kar nam govori razodetje. In kristjani ne moremo in ne smemo primerjati svojih prepričanj in odločitev s prepričanji in odločitvami raznih filozofij ali drugih skupnosti in skupin na tem svetu. Pustimo jim njihovo prepričanje, a hkrati moramo izpovedovati vero, ki jo je Bog razodel. Resnico, ki jo je Bog razodel in jo mi v veri dojemamo o družini. Zato, dragi starši, glejte, danes nam ob svetem Jožefu prihaja v spoznanje, da vaši otroci prej kot starševsko ljubezen potrebujejo vajno medsebojno ljubezen. Ljubezen med možem in ženo. To je humus starševske ljubezni. Težko nekdo uresniči svojo starševsko ljubezen, če nima podpore v ljubezni moža, v ljubezni žene. Vem, da je med nami veliko tragičnih, težkih situacij, v katerih ni tako. Vem tudi, da mnogi, ki so v teh situacijah, ne nosijo osebne krivde za to. A vendar, kljub temu Božja beseda in Božje razodetje velja. Ob tem lahko rečemo, da lahko pri prošnji svetemu Jožefu si tudi tisti, ki niso uspeli v zakonskem življenju, izprosijo novih milosti od Boga, da bi kljub temu lahko svojo starševsko dolžnost in ljubezen uresničili. A vendar cilj in ideal ostane to, kar si je zamislil Gospod, Bog stvarnik. V dobi, ki bi jo lahko imenovali pravzaprav doba izven zakonskih skupnosti, doba ločitev zakonov, je to še toliko bolj pomembno, da z čistimi srci izpovedujemo vero, ki nam jo je Bog razodel. Še enkrat ponavljam, ne v obsojanje tistih, ki jim to ni uspelo, ampak zato, da bi več moči kot posamezniki in tudi kot družba namenili temu, da bi ljudje lahko uspeli v medsebojnem zakonskem in potem družinskem življenju. Kajti zgodovina nas uči eno. Ko se začne razkrajati zakonski odnos, se začne v nadaljevanju razkrajati družinski odnos. In ko začnejo razpadati družinske vezi, začne razpadati družba. In to je propad civilizacije. To nas uči zgodovina. Bog pa prihaja prav v to situacijo, zato, da bi jo odrešil, ne zato, da bi jo obsojal. Zato v tem tednu družine še toliko bolj molimo in prosimo, zato, da bi tisti, ki so poklicani v zakonsko življenje in posledično družinsko življenje, zmogli uresničiti Božji načrt, ne svojega. Vem, da tisti, ki se odloči za zakonsko življenje in družinsko življenje, doživlja podobno, kakor sveti Jožef. Ne razume vsega. Čuti in bi rad uresničil svoje načrte, pa pride trenutek, ko mora dati prednost Božjemu načrtu. Pa naj bo to glede števila otrok, naj bo to pri vzgoji, pri
potem pomoči razvijanja otrok v odrasle in odgovorne ljudi, ali v gmotnem, materialnem smislu, ko pridejo težave zaradi zaposlitve, brezposelnosti ali kako drugače. To so trenutki, v katerih nas vabi sveti Jožef, da bi zaupali, da bi verovali Bogu bolj kakor sebi in drugim, ki sveta svetujejo in prišepetujejo rešitve. Dragi bratje in sestre, v imenu vseh smo tukaj. Zato vas vabim, da bi te velike probleme in velika vprašanja, zagate, ki jih živimo v našem času, prinašali k svetemu Jožefu. Da bi jih on posredoval skupaj z nami svojemu sinu, kateremu je bil krušni oče, nebeškemu sinu, da bi po njegovi milosti mi zmogli reči vedno znova Bogu da. Pa še nekaj vas prosim v tej priliki. Poživimo v mesto Maribor pobožnost k svetemu Jožefu na prve srede. Tukaj se vsako prvo sredo zbiramo za to, da bi našo nadškofijo posebej izročali svetemu Jožefu. Vsak naj povabi enega, da bi vsak mesec prvo sredo prišel semkaj. Iz vseh župni mariborske dekanije. Skupna molitev je močnejša, tako nam je rekel Gospod. Zato vas vabim, da bi pobožnost prvih sred tukaj pri svetem Jožefu na Studencih pomnožili, poglobili, poživili sami in pomagali drugim, da bi prišli k svetemu Jožefu. Kajti glas, pojdite k svetemu Jožefu, ne bo utihnil. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnega nebesa in zemlje, vseh in stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začel delovati med vsemi, in je Bogu od Boga, družbo vzvišnih, pravega Boga dobrega Boga, rojenega in stvari, enega Krista z očetom, in njegovega vse ostvarjamo, ki je zaradi nas ljudi, zaradi našega zaničanja, živel iz nebes in se je obresil po svetem duhu, iz najbolje vize in postal človek, bil je približan za nas, od onosili rado in trpel, in bil proročen, pripričal nam prestola, popričal nam pisma, in je šel na nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo svet prišel slava za odločitve in mrtve, in njegove nebestvo ne bo konca. In v sredi duha, Gospoda življenja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in svetom, ki je govoril o prerobi, in gremo sveto katolično apostolsko cerkev, priznavamo Krist kot odpuščanje grehov in pričakujemo starenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. bratje in sestre, obratimo se k nebeškemu Očetu s svojimi prošnjami po posredovanju zvestega služabnika in našega varuha svetega Jožefa. O njegovi priprošnji bodo naše molitve in prošnje lažje uslišane. Dobri oče, na priprošnjo svetega Jožefa, varuha vesoljne cerkve, združi vse kristjane in jih vodi po poti miru, edinosti in ljubezni. Prosimo, da je slišen
Na priprošnjo svetega Jezusovega rednika, varujte svet, posebno pa slovenske dežele, vojske, nesrečnih levic, ter nas vse pripelje k resnični blaginji in svobodi. Na priprošnjo svetega moža Device Marije in glavarja svete družine, vli vsem družinam medsebojno razumevanje, zaupanje v Božjo previdnost in krščansko pojmovanje skupnega življenja. Na priprošnjo vzornika vseh delavcev podpiraj vse, ki se bojujejo za dostojanstvo dela, pravično plačilo in za evangelizacijo siromašnih predmesti. Na priprošnjo svetega Jožefa, tolažnika nesrečnih in zavetnika umirajočih, okrepčaj naše bolne in umirajoče brate in sestre, doma, v bolnišnicah in povsod po svetu. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Nebeški Oče, sveti Jožef je Jezusu in Mariji izkazoval svojo skrb in ljubezen. Naj jo tudi nam, da bomo prav živeli in se bomo kot ena družina nekoč vsi zbrani pri tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zdaj bo darovanje krk oltarja, vi ste podobni našega svetnika, fotografijo tega kipa. Zadaj je tudi potem molitvi pesem, ki bomo pozneje tudi prepevali. Hvala za vaš dan. Tudi med ofrom, tudi s Hermim Mašom, sto zadaj dva spovednika. To je tudi mogoče izziv za vas, da li lahko tem sprejemo tudi, da je Gospod naš govoril, dopolnil odpuste. Torej dva duhovnika, spovednica čakata.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod molitve svojih rok, pravno čast svojega imena, pravno nam vse Nebeški Oče, sveti Jožef je zvesto služil tvojemu edinorojenemu sinu, ki ga je rodila Devica Marija. Naj tudi mi s čistim srcem služimo tvojemu oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. in s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličano, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, na praznik svetega Jožefa te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženi na deviški Božji materi, zvesti in modri služabni, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kakor Oče je varoval tvojega v moči svetega Duha spočitega, edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in o svetem spoštovanju, slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno pojemo. Amen.
resnično si svet Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Marjanom, vsemi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in pri Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Danes začenjamo teden družine. Božji služabnik, papež Janez Pavel II., ki bo letos na Belo nedeljo, na praznik Jožefa Delavca, razglašen za blaženega, je rad ponavljal in prosil, da naj družine molijo in da tista družina, ki moli, ostane skupaj. Molitev jih povezuje z Bogom. In kdor je z Bogom povezan, ima tudi zagotovilo največje povezanosti med sabo. Združimo se in molimo, da bi v naših družinah
bil duh molitve, da bi očetje izvrševali svojo duhovniško službo v družini, radi zbirali družino k molitvi in takole Boga častili. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni Oče, reši nas vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel, umrl in vstal za nas. Svetega Jožefa pa si nam dal, da nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Družina naj postane oaza miru. Družina pa pomeni oče, mati in otroci. Danes na praznik svetega Jožefa še posebej prosimo za ta mir, da bi bili naši očetje in matere sposobni zagotavljati ta mir v edinosti, zvestobi, da bodo tudi njihovi potomci poslanci miru, ko bodo odraščali. Znamenje te pripravljenosti si podajmo roke. Gospod, nisem vreden, da rečeš meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. O Bog naš Oče, ob slovesnem praznovanju svetega Jožefa si nas nasitil s hrano tega oltarja, ohranil nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod naš, hvala za vaše vodenje svete maše, za vaše lepe besede, spodbujanje čestnega Jožefa in za vse, kar ste danes nekako nam podarili, svoje navzočnosti in pa svojo tehnostjo vedriščenja tega izjemnega in pa velikega svetnika. Hvala pevcem, združenim pevcem, našim in pa vešnega telesa, našim mladim pevcem, svečarjem, ministrantom, duhovnikom in vsem nam, ki smo danes tukaj. Jožef nas je vsekakor slišal in nas bo še bolj nekje zdaj sprejel v naši življenjski poti. Zdaj smo imeli mašo, zdaj bomo še posebej se Jožefu posvetili z litanijami, ki boste pela pater Stane in pa župnik iz Ruš. Bomo tu uporabili našo podobico, ki je pesem na zadnji strani, kar bomo nekje končali, torej s tem še posebnim, še našega svetega Jožefa, tukajšnjega varnega zavetnika. Potem bo Gospod naš, ko še da vsem nam svoj nadpastirski blagoslov. Pa se nekaj prepustimo torej temu našemu češčenju tega velikega svetnika vsega človeštva. Господу смири се. Христос смири се. Господу смири се. Христос, свиши нас. Христос, свиши нас. Бог Отче небесный, Бог всемогущий света, Бог Святый Дух, Свята Троица, сам Бог, Свята Мария, Святый Йожеф, славный сын Давидов, Луч очаков, Жени Божья породнице, чистый варух Давице,
Zbavitelj Kristusov, glavar svete družine, Jožef najpravičnejší, Jožef najčistejší, Jožef najmodrejší, Jožef najsrdčnejší, Jožef najpokornejší, Jožef najzvestejší, ogledalo potrpežljivosti, ljubitelj uboštva, zgledilcev, moj si bil čisti Petrici Mariji, zvezda si služil skrivnosti resnici. Božji svet pride naj nas svet, lepo Boga duha skoči. Božji svet pride naj nas svet, Kras domačega življenja, varuh devic, steber družin, tolažnik nesrečnih, upanje bolnikov,
Zavetnik umirajoči, strah hudobnih duhov, zaščitnik svete Cerkve, Jožef, Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. O sveti Jožef, ti vseh dan nam vodi skrbni gospodar. Izlij nebeški blagoslov na vse družino pod naš krov, da bo ljubezen naša vez, da z nami bo pomoč nebes. Naj Bogu vodi naša pot in čednosti žiži nas povsod. O sveti Jožef, vodi ti med nami danes in vse dni. Glej srečo svojo hišo dve, izročim zaupno ti v roke. Odvrni milostno vseh dar, kar bi nam moglo biti v kvar. Zakleni mene, moje vse, srce presveto, prosim te, da Bogu skrito in sveto, življenja dnevi nam teko. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal ohlajati današnjo slovesnost v spomin svetega Jožefa. Naj vas vedno blagoslavlja. Amen. Priprošnja svetega Jožefa naj vas reši sedanjega zla. Njegov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Amen. Bog vam daj, da bi se skupaj z njim in vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje Cerkve.